pred nekako glavno sezono, turistično, planinsko, kakorkoli, smo se odločili, da spodbudimo oziroma obvestimo javnost o pomenu pravzaprav tega rastišča Klusjevega svišča oziroma encijana. In po novinarski konferenci, ki je potekala v Ljubljani, se javnost kar nekako se je zanimanje povečalo, ne? In smo skupaj z eno ekipo novinarsko odšli gor in ravno med snemanjem smo čisto po naključju opazili nove jamice na travniku, ki so jasno dokaz, da je ponovno nekdo načrtno izropal določeno število encijanov, kar smo takoj prijavili tudi policiji, ker je to po zakonu kaznivo dejanje. In potem se je policija hitro kot običajno odzvala in ja, žal prihaja do tega. Mi smo opazili takrat na tistem mestu, kjer smo snemali, 7 lukenj. Leta 2017 jih je bilo okoli 60, tako da nimam pa informacij, zdaj ali so kasneje v postopku pregleda območja našli še dodatne. Torej domnevamo, da domnevni tatovi pač to rastlino preprodajo, morda tudi želijo razmnoževati in preprodajati, ampak ko enkrat odstraniš encijan iz tega območja, ni več uporaben. Ne za presajanje, ne za zasajevanje, ne za morebitne dodatke alkoholnim pijačam, kot morda nekdo misli. Kajti tisti encijan, ki je na alkoholnih pijačah, je druga vrsta encijana, ni Klusjev svišč, tako da ljudje pač tukaj živijo v eni veliki zmoti in žal pa mora človek posegati oziroma mora človek skrbeti proti drugemu človeku oziroma nekako omejevati, varovati to rastišče in ga zaščititi, ker ljudje sami od sebe dejansko bi ga že zdavnaj verjetno izropali in naše društvo pač to že vrsto let skrbi. Človek oziroma kultura človeka se kaže pa v odnosu do narave, v odnosu do rastlin in živali. In če bomo še tiste rastlinske vrste, ki jih imamo tudi tukaj izgubili, potem se nam nič dobrega ne piše. Ne nam, ne našim zanamcem, otrokom.